the breath. I gotta go. Hate to admit it, but I gotta high rush, slowing down. Izraziti hvaležnost, izpovedati jo, tako, povsem iz srca, izpovedati jo takrat, ko jo iskreno začutiš, brez leporečja in narejenosti, razodeti jo v vsej resnici, čisto, odprto, tako kot se zjutraj razpre nebo in obsije z novo zarjo vso zemljo, brez pridržkov in brez senc. Tako je o hvaležnosti zapisal Jože Urbanija. Vsi smo lahko vsak dan hvaležni, bodi si majhnih radosti ali velikih uspehov. Zagotovo pa je vsak dan nekdo hvaležen nam, saj je sočutje, človečnost in dostojanstvo tisto orodje, ki ga zaposleni v zdravstveni in babiški negi vsakodnevno uporabljamo pri svojem delu. Kot prvo na oder vabim gospo Elo Aristovnik. Gospa Ela Aristovnik prejme priznanje za dolgoletno delo in strokovni razvoj na področju zdravstvene nege v enoti intenzivne terapije na kliničnem oddelku za interno intenzivno terapijo. Naslednjo na oder vabim gospod Brigito Avsec. Gospa Brigita Avsec prejme priznanje za vzpostavitev sistema in nenehnega izboljševanja kakovosti in varnosti ter za strokovno zdravstveno vzgojno delo z bolniki z boleznimi ščitnice na kliniki za nuklearno medicino. Kot tretjo po vrsti gospa Marija Marjana Dimnik. Prejme priznanje za dolgoletno delo, vztrajnost, zavzetost na internistični prvi pomoči ter za strokoven in poučen prenos znanja na mlajše generacije. Naslednjo na oder vabim gospod Urško Erjavec. Gospa Urška Erjavec priznanje prejme prav zaradi njene izredne zavzetosti, požrtvovalnosti pri delu ter vsakodnevno maksimalne angažiranosti na področju obvladovanja bolnišničnih okužb na očesni kliniki. Naslednjo na oder vabim gospo Marto Hočevar. Gospa Marta Hočevar prejme priznanje za dolgoletno strokovno delo na kliničnem oddelku za hipertenzijo ter za profesionalen odnos do mlajših kolegov in kolegic na praktičnem usposabljanju. Šesta po vrsti, gospa Anica Kampjut. Gospa Anica Kampjut prejme priznanje za izvajanje novih postopkov in metod na področju dializnega zdravljenja ter kot prve pri izvajanju najzahtevnejših dializnih postopkov pri novorojenčku. Sedma po vrsti gospa Alma Kocjan. Gospa Alma Kocjan prejme priznanje za vzpostavitev negovalnega oddelka in strokovno delo na področju kakovosti in varnosti na negovalnem oddelku. Gospa Anja Krajnc.
Gospa Anja Krajnc prejme priznanje za organizacijo obsežnega ambulantnega dela, klinično, pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na stomatološki kliniki. Gospa Martina Kranjc. Gospa Martina Kranjc prejme priznanje za kolegijalnost, požrtvovalnost in strokovno delo na vseh deloviščih dermatovenerološke klinike. Deseta po vrsti gospa Tadeja Lavrenčič. Gospa Tadeja Lavrenčič prejme priznanje za profesionalni razvoj in prispevek v uresničevanju strategije in razvoja zdravstvene nege na področju koordiniranja zdravstvene oskrbe pacientov na nevrološki kliniki. Gospa Lidija Marinč. Gospa Lidija Marinč prejme priznanje za strokovno delo, razvoj zdravstvene nege na področju kardiologije in v elektrofiziološkem laboratoriju na kliničnem oddelku za kardiologijo. Dvanajsta po vrsti gospa Vilma Meglič. Gospa Vilma Meglič prejme priznanje za predano delo, strokovno in odgovorno ter včasih izjemno stresno izvajanje poklica babice na ginekološki kliniki. Solani moji noči, moj dani, bili kaj, kar te razbacani. Dani zapucaj, minute že ne puste, a da sila se onda ti. Života srce ljubav, moj života lice sreće, prvo, drugo, treće. Kad se ljubav dogodi, kad život pogodi, tu sam ja, tu si ti. Ako tebi. Kot 13. po vrsti na oder vabim gospoda Danijelo Milanović. Gospa Danijela Milanović prejme priznanje za aktivno delo na področju varnosti in kakovosti pri obravnavi otrok na kliničnem oddelku za intenzivno terapijo otrok. Gospa Danijela Milanović je odsotna, zato ji bomo priznanje izročili. Naslednjo na oder vabim gospo Janjo Perme. Gospa Janja Perme prejme priznanje za razvoj zdravstvene nege v intenzivni terapiji na kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja ter za sodelovanje pri pripravi specialnih znanj z področja periferno uvedenih centralnih venskih katetrov z ultrazvokom. Naslednjo na oder vabim gospod Tatjano Požarnik. Gospa Tatjana Požarnik prejme priznanje za dolgoletno in strokovno delo na področju perioperativne zdravstvene nege v operacijskem bloku kirurške klinike in za izdajo monografije Perioperativna zdravstvena nega izdane leta 2019. Naslednjega na oder vabim gospoda Antona Posavca. Gospod Anton Posavec prejme priznanje za dolgoletno delo na reševalni postaji in za prejem velikega mednarodnega priznanja koordinator leta pri ITLS International Trauma Life Support organizaciji. Naslednjo na oder vabim gospo Anico Repič.
Gospa Anica Repič prejme priznanje za dolgoletno predano strokovno in nesebično delo za življenjsko ogroženimi bolniki in njihovimi svojci na oddelku za intenzivno terapijo operativnih strok kliničnega oddelka za anesteziologijo in intenzivno terapijo. Gospa Marjanca Rožič prejme priznanje za strokovni razvoj in dosežke na področju otroške paliative na kliničnem oddelku za otroško hematologijo in onkologijo. Gospa Marjanca Rožič se je upravičila, zato je bomo priznanje odnesli osebno. Naslednjo na oder vabim gospod Marino Smogavec. Gospa Marina Smogavec prejme priznanje za predano, potrpežljivo, zanesljivo in strokovno delo inštrumentarke v operacijskem bloku klinike za otorinolaringologijo. Tudi gospe Marini Smogavec bomo priznanje odnesli osebno. Naslednjo na oder vabim gospod Bojano Smrke Kumer. Gospa Bojana Smrke Kumer prejme priznanje za pripravo nove zloženke o torakalnih drenažnih sistemih in vzpostavitev kazalnika kakovosti v zdravstveni negi za pleti torakalnih drenažnih sistemov. Gospa Petra Trdin Ribič. Gospa Petra Trdin Ribič prejme priznanje za predano delo na urgentnem kirurškem bloku za avtorstvo zgodbice Ranica kolesarka, namenjene otrokom in njihovim staršem za boljše razumevanje kirurške oskrbe. Za konec pa še 3 prav posebna priznanja. Prvo na oder vabim doktorico Marjeto Logar Čuček. Doktorica Marjeta Logar Čuček prejme priznanje za doktorsko dizertacijo z naslovom Vpliv zdravstveno-vzgojne intervencije na osveščenost Romin o reproduktivnem zdravju. Naslednjo na oder vabim doktorico Natašo Rigler. Doktorica Nataša Rigler prejme priznanje za doktorsko dizertacijo z naslovom Mentorstvo kot andragoška oblika dela na primeru praktičnega usposabljanja študentov. In na oder še vabim docentko doktorico Nevenko Šestan. Docentka doktorica Nevenka Šestan prejme priznanje za doktorsko dizertacijo z naslovom Razvoj modela ocene tveganja voznikov s psihofizičnimi omejitvami pri nastanku prometnih incidentov. Hvala lepa vsem. Čali. Pa naj se še sam zahvalim vsem dobitnikom priznanja. Vsem vam prisotnim in vsem tistim, ki danes niso uspeli biti z nami s kratko in simpatično pesmijo Ide Sebenič. Hvala. Beseda mala, a velika, da gore premika. Ruši bregove, zida mostove. Sesuva nadutost, rojeva hvaležnost. Klesti prevzetnost, gradi prijaznost. Premalokrat izrečena, premnogokrat pozabljena. Namerno zamolčana, preprosta, velika, beseda mala. Hvala. Spoštovani,
Naj vas zadnji takti odličnih mladih glasbenic s pesmijo Adija Smolarja na Travniku popeljejo srečno domov. Ostanite zdravi! Ljubim te, je šepetala, ko si jo je nežno vzel. In okrog so črički peli, soncu, ki je grelo svet. Kot da bi bili veseli, ker nov zemljan je bil spočet. Ko otoka sta ljubila se še bolj. Vzgajala ga in učila, da že malo je dovolj. Večkrat so pohajkovali, šli so tja do travnika. Ko so ga občudovali, pa sinku vedno rekla sta: glej, ta naš svet, tako je lep kot lepe sanje. Življenje imej za prekrasno potovanje. Grde stvari naj ti te radosti ne vzamejo, ker srečni so le, ki srečo res dojamejo. Leta mimo so jim tekla in otrok je fant postal. Pazi nas, se sta mu rekla, ko se je v svet podal. Lež na oblišču ne nasedaj, ti se spomni travnika. Pravi se vredno zavedaj, pa sreča te bo spremljala. Ko zametjem duha se, meni to se čudno zdi. Mislim si, kaj kažeš nase, saj milil si, kakor si. Jaz na svet drugače gledam, pa kaj denarja malo imam. Na bližnjem travniku posedam in govorim takole dan. Glejte na svet, tako je lep kot lepe sanje. Življenje imej za prekrasno potovanje. Grde stvari naj vam te radosti ne vzamejo, ker srečni so le, ki srečo res dojamejo. Srečni so le, ki srečo res dojamejo. Mm.